Pozdravljeni v podkastu, ki je del pobude Z vami smo. Z njo s pomočjo nogometašic in nogometašev širimo zavedanje o tem, kako pomembno je, da sami sebi in svojim bližnjim zastavimo vprašanje, kako si, ter nanj tudi iskreno odgovorimo. Odkrit pogovor je lahko namreč učinkovit način za soočenje s pritiski, za ohranjanje ustrezne pripravljenosti in krepitev zdravja oziroma duševnega zdravja. To še posebej dobro vedo športniki, ki se v karieri soočajo s številnimi čustveno intenzivnimi dogodki. Ob vse nižji starosti športnikov in športnic, ki se podajo v profesionalne vode, pa narašča tudi število stisk, ki lahko, če jih ne naslovijo, prerastejo v duševne težave. Prav zato je skrb za duševno zdravje Nogometna zveza Slovenije povezala in postavila med svoje pomembnejše naloge in v sodelovanju s skupino Triglav zasnovala pobudo Z vami smo. Danes sem z vami v studiu Sašo Sever, ob sebi pa imam dva izjemna gosta nekdanja slovenska reprezentanta, to sta Ivica Vulič in Matej Mavrič-Rožič. Z nami boste delila svoje izkušnje in zgodbe zelenic ter tudi življenja po koncu športne poti. Ivica, Matej, dobrodošla, lepo pozdravljena. Hvala za vabilo. Dober dan. In seveda najpomembnejše vprašanje za začetek, kako sta, Ivica? Zaenkrat dobro. Zelo dobro, v taki družbi je vedno lepo. To je super in to je dobra iztočnica za današnji pogovor. Vem, da je že nekaj časa tega za nekoga malo več, za drugega malo manj, pa vseeno nam lahko povesta, kdaj sta se sploh srečala z nogometom? Ivica. Zelo zgodaj. Jaz sem začel trenirati že pri 6 letih v Novi Gorici. Sicer navdušil me oče, tudi kot bivši nogometaš, tako da je bilo nekako položeno v zibelko, da se bom verjetno s tem športom tudi ukvarjal. Matej, kakšni so tvoji začetki? Ja, tudi segajo tja 6 letom, ampak preko krožka dobili smo v šole te vabila in jaz sem se prijavil. Sicer pol takoj zatem prenehal, ker sem začel igrati tenis, ampak sem se na to spet vrnil k nogometu in tukaj pol ustrajal do konca. Kaj je prevagalo, da si se na koncu odločil vendarle za nogomet? Prevagalo je to, da sem čakal na trening tenisa, sicer malo zanimiva zgodba, in ni bilo trenerja tisti dan. Telefonov takrat ni bilo še in zraven tenis igrišča so trenirali fantje iz Pirana. Nogomet in trener je pristopil k meni, takrat trener Robert Zierenstein, in je rekel, a bi igral z nami? Sem rekel, bi. In ja, takrat sem Lopar postavil v kot in ga jemljem samo še kot rekreacijo. Super. Sicer pa, kaj recimo ti je takrat kot otroku pomenil nogomet? Zabavo, igro, neko sproščanje, ampak ne samo skozi nogometne igrišča, ampak predvsem tudi na ulicah. Jaz to danes najbolj pogrešam. Mi smo se dobivali izključno zato, da smo tam se nekako igrali, dokazovali, ne pa da smo tekmovali. Kako je bilo pri tebi, Ivica? Ja, osebno tukaj se zelo strinjam z Matejem. Mislim, da veliko ta ulica manjka otrokom, predvsem z vidika treningov. Enkrat sem slišal, Jose Mourinho je rekel enkrat v enem tudi podcastu, pa je govoril o treningih. Je rekel, ja, pogledajte, v Londonu otrok trenira 5-krat, 6-krat na teden po 2 uri. Je rekel, včasih so bili otroci zunaj, je bil po 7-8 ur zunaj. Zdaj zračunite, koliko je to več vaj, večje motorike, večje komunikacije, večje teh socialnih druženj in tako dalje, kar sigurno vpliva na neko rast osebnosti, tako na šport, po športni kot po osebnostni plati. Pa recimo, Ivica, si se takrat zavedal, da si tako dober, da bi lahko ta igra, ta zabava, kot je dejal Matej, lahko postane nekaj več? Ne, vsak začne zaradi nekega veselja, do športa, do gibanja, prijatelji so, družba. Verjetno, da sem se prvič zavedal, recimo nekje tam pri 15-16 letih, takrat Slovenija ni bila še samostojna, bili smo v bivši državi in kot član reprezentance Slovenije takrat smo šli na en turnir, ker smo bili dokaj uspešni in tako imel sem občutek, da se gradi neka generacija soigralcev, ki lahko tudi nekaj naredi. No, in velik del te generacije je kasneje tudi te zgodovinske uspehe dosegel, uvrstitev na Evropsko prvenstvo, na svetovno in tako dalje. Matej, kdaj si ti recimo vedel, da lahko neko profesionalno igranje nogometa postane nek način življenja oziroma način, s katerim se boš tudi kasneje preživljal? Ja, tudi tam nekje pri 16 letih takrat sem bil še v Piranu in so me povabili na nek
probo v Hajduk. Tam to sem z veseljem sprejel, ampak v prihodu domov je bil zid, ne, in to je bila mama, je rekla, ne, probo šola, pol gremo naprej. Pol je pač to težko, ampak sem akceptiral. Kasneje je prišla pa ta ponudba iz Primorja in jaz sem dejansko prišel v Primorje brez nekih velikih želj po zaslužku, ampak sem pa tam takoj v tistih parih dnevih videl, da v bistvu to je profesionalizem. In ko sem se doma pogovarjal z mamo, je rekla, čakaj, a ti sploh veš, kam se spuščaš, kaj je potrebno. In ja, bil je samo končati moraš šolo, pa lahko podpišeš. In tako je bilo. Glede na to, da sem bil glih pred koncem šole, je bilo kar malo pestro, ampak smo se pol na koncu dogovorili in videl sem, da v bistvu vsi tam živijo od tega in to dobro živijo. Meni je pa mama rekla samo eno, jaz zaslužim toliko. Se pravi, da je ti toliko moraš dobiti. In jaz, ko sem to rekel, je bil prvi mal nasmeh, se spomnim predsednika, ki je rekel, ok, samo za toliko boš igral, ne? In takrat sem videl, da v bistvu je nogomet lahko tudi, da se od tega lahko živi. In to je pot, ki si jo potem tudi izbral. Sicer Primorje je ena vajna stična točka, ne, oba sta igrala za Primorje in za Gorico. Bila sta soigralca, oba sta se na to podala v tujino, oba sta bila tudi, kot smo dejali, slovenska nogometna reprezentanta. Pa še ena podobnost, Ivica, ti si za izbrano vrsto nastopil dvakrat, dosegel en gol, tudi ti, Matej, imaš en gol v svoji karieri za nogometno reprezentanco, zbral pa 37 nastopov. Kaj vam je recimo takrat pomenilo, Ivica, igranje za slovensko izbrano vrsto? Tako, če pomislim za nazaj, res leta 93, ko sem začel že z mlado reprezentanco igrati, to so bili tisti prvi, jaz se spomnim, ko smo še enkrat v Avstrijo na tekmo, niti še dresov nismo imeli, vem, da pokojni Branko Elzner, pač človek, ki je ogromno naredil za slovenski nogomet, je v eni torbi prinesel tako grbe slovenske samostojne države in smo tiste grbe še lepili na dres in mislim, da je takrat on tako kot en oče deloval, tako da nam je poskusil vzbuditi to zavest do mlade države, do neke pripadnosti temu in mislim, da je tudi uspel temu in da nek ta kult reprezentance se je skozi leta res gradil. In seveda nadaljeval tudi v času tvoje generacije, Matej, kako je bilo takrat, kaj bi pomenilo nositi slovenski grb? Meni vse, meni ogromno. Jaz sem vedno dajal prednost reprezentanci, tudi vedno s ponosom pel himno, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to najvišji nivo, kljub temu, da smo večina od nas nastopala v tujini, ampak ko prideš domov, to mora biti čast nositi ta dres. Prav je, da se ga spoštuje in da se za ta dres naredi vse. Jaz sem imel res to željo, dostikrat dal prednost reprezentanci pred klubom, bil dostikrat tudi na udaru kritik v svojem klubu, ampak če bi zdaj še enkrat film zavrtel nazaj, bi ponovno isto reagiral. Kar zadeva pa, ja, da je Ivica dosegel v 2 tekmah en gol, jaz 37, pa samo priča o temu, kakšno kvaliteto je imel, tako da jaz se ga še zdaj spomnim kot res tega napadalca, ki je v vsakem trenutku znal zabiti gol in to priča kar dosti pove, no, kakšen nogometaš je bil. Vsekakor, ampak je pa ena razlika, ne? Ivica, ti recimo nikoli nisi nastopil na evropskem ali svetovnem prvenstvu, bil pa si član generacije, ki je kasneje potem leta 2001 zaigrala na prvenstvu stare cine. Te kaj žal za to? Ja, se to večkrat vrtim ta film, ne? Jaz sem si zlomil gležen avgusta 97 in takrat po tistem zlomu sem vedel, da je pač pri 23 je tako, bi rekel, vrhunske kariere konec. To lahko tudi Matej potrdi, za igrati na tako vrhunskem profesionalnem nivoju res moraš biti 100%. In pač to je nek način življenja, veliko odrekanja, veliko pač ur in dnevo posvečenih tako prehrani, tako kot samemu treningu. In ja, absolutno, danes, ko se spomnim, mi je žal, ker s temi fanti sem jaz rastel s to generacijo, ampak vseeno nekako sem bil vseeno ponosen, ker če računamo od 6. 7. leta, ko sem začel, let 10-12 let sem jaz bil s temi fanti skupaj, ampak pač življenje je tako, jaz sem potem se obrnil v druge vode, pač najdel nek poslovni izziv, tako da je hudo, ko se spomniš na ta del življenja, ampak moraš iti naprej, no.
In vsake izkušnje se kaj novega naučiš. No, Matej, ti pa si bil del reprezentance, ki je prvič in doslej tudi zadnjikrat nastopila na svetovnem prvenstvu, to je bilo leta 2010 v Južni Afriki. Kako se spominjaš tistega tekmovanja? Ja, to je sigurno najlepši trenutek v profesionalni karieri. Predvsem tukaj bi izpostavil ta timski duh. Timska ekipa je delovala skupaj, mi smo bili res zelo povezani, še danes smo, kaj priča o tem, da smo res se ujeli in to je ključno za neke uspehe. Mi ne vem, ko smo bili prvaki v Gorici, 3-krat zaporedoma je bil kolektiv dober. Ko smo bili v reprezentanci uspešni, je bil kolektiv dober. Ne vem, obdobje na Norveškem, ko smo imeli spet neke rezultate, ko smo osvojili pokal, je bil kolektiv odličen. Tukaj je ogromno, jaz verjamem v to, da kadar je kolektiv skupaj drži, kadar ni zahrbtnih igric, ki vemo, da je tega dosti zdaj v nogometu, je vsekakor uspeh zagotovljen. Na drugi strani pa ja, imel sem to željo po reprezentanci. Jaz se spomnim, leta 1990 je bilo svetovno prvenstvo v Italiji in takrat sem si zadal, star sem bil 11 let in sem si zadal cilj, da bi rad oblekel enkrat državni dres. Tako, sam pri sebi, nobenemu tega nisem povedal. In to sem imel zmeri pred sabo. In to sem šel za tem. Dostikrat prišel tudi do točke, ko ni bilo vse idealno. Iz Primorja jaz nisem odšel v Gorico kot prestop, ampak sem šel kot igralec, ki ni zadovoljil v Primorju. In najdel nov izziv v Gorici, ampak zmeri z istim ciljem. Prideti do majice z državnim grbom. To je bilo mi vodilo, to sem imel kot nek cilj in sem se tega držal. Ne glede, kaj je prihajalo. Zmeri tista moja pot sem želel in to mi je pol, ko mi je ratalo, bom rekel, ja, pol takrat, ko oblečeš enkrat dres, pol pa reči samo zdaj pa sem še veliko tekmovanje. In ja, ko se je to zgodilo, ko smo leteli v Afriko, se spomnim prav na avionu, sem si rekel, zdaj pa grem tja, kamor sem si v bistvu. Ne vem, če je možno sploh kaj več. Mimo grede, verjameš, da bo Slovenija še kdaj nastopila na svetovnem prvenstvu? Vsekakor. Jaz sem prvi navijač in zmeraj. Jaz mislim, da moramo vsi mi, ki delujemo v nogometu oziroma ki smo podporniki nogometa, razmišljati pozitivno, kajti to se pol prenaša tudi na fante. In če vsi skupaj razmišljamo, tako pol bomo se še veselili uspehov in bili tudi del svetovnega prvenstva. In seveda verjamemo tudi vsi navijači. Sicer pa nogomet, smo rekli, je ekipna igra, ni pa le igra, kjer je pomembno samo zmagovati. Seveda gre tudi za soočanje s številnimi izzivi, s pritiski, trenutki, ki preizkušajo našo moč in vzdržljivost. Zato se bomo zdaj z našima gostoma nekoliko poglobili v to osrednjo temo. Govorili bomo o vajnih uspehih, neuspehih, pritiskih in pa pričakovanju javnosti, pa tudi o pomenu podpore tako ekipe, kot seveda tudi bližnjih. Pa začnimo s tistimi prijetnejšimi spomini. Recimo, Ivica, kateri trenutki, recimo tvoji, rečemo temu nogometni karieri, so bili najlepši, najljubši? Najljubši, ja, verjetno vsak nastop za reprezentanco, tako kot je Matej že omenil, to je sigurno vrhunec vsake kariere. Potem prvi državni naslov z Gorico, leta 96, in potem prav gotovo prestop v tujino, ker takrat, ko smo mi odhajali v tujino v letih 90, Slovenija ni bila še v Evropski uniji in zelo težko je bilo iti v tujino. Danes mladi fantje, 16-17 let, že odhajajo, zdaj je to v redu ali ni, pač to vrtno čas pokazal, vsak ima svoje mnenje glede tega. Je bilo pa takrat drugače, težko je bilo iti ven, tako da za mene je bil tudi ta odhod v Avstrijo je bil eden od vrhuncev. In kako si se recimo počutil ob teh vrhuncih, ob teh uspehih, ob teh mejnikih? Ja, prav gotovo se čutiš izpopolnjen z vidika, da si vložil 10, 12, 13, 14 let nekega dela v to in da to je neka nagrada za tvoje delo in absolutno prijeten občutek. Matej, kaj bi ti poleg že omenjenega svetovnega prvenstva v Južni Afriki še izpostavil kot enega tistih najlepših trenutkov, ki se jih spominjaš še danes, pripoveduješ svojim otrokom, se debatirate s prijatelji in tako naprej? Ja, tukaj, kar debatiram z otroci, je predvsem to, da jih usmerjam v to, da si morajo to sami zgraditi, da morajo vložiti, ker danes je predvsem vse na dosegu rok, cilje imajo zelo visoke. Ampak definitivno osvojen pokal na Norveškem, potem se pravi svetovno prvenstvo definitivno na prvem mestu, pa osvojen pokal na Norveškem in pa državno prvenstvo v Gorici. To vsekakor spada zraven in ker to dejansko stane.
In pa mogoče tudi en highlight zaključek kariere, ki sem ga naredil v Piranu, se pravi tam, kjer sem začel, tako da se je sklenil ta krog, to mi je bila želja osebna, tako da sem se jaz kar tam sam potrudil, da sem to zadevo speljal, ker mi je dosti pomenilo, da te klube, dostikrat pozabimo na klube, kjer smo začeli. Ivica je začenjal v Gorici, ki je bil že velik klub, oziroma je prvoligaški klub z veliko tradicijo. Piran to ni. In moramo se zavedati, da to so sredine, ki dajejo igralce tudi. Danes pogledamo mogoče Benjamin Šiško, odkot prihaja. Ne? To so majhni klubi. Te majhni klubi so tudi nekaj naredili in vse več pozabljamo, da te majhni klubi tudi strelijo velike igralce. Ne? Seveda pol skozi velike sredine grejo oni naprej zaradi svoje sposobnosti, ampak ne pozabiti na majhne klubi, ki so zelo pomembni za to, da se vzgajajo dobri igralci. Matej, še eno vprašanje, kako se pravzaprav počutiš športnik, nogometaš, ko enkrat doseže tisti cilj, ki si ga zadal kot otrok, ne? Ti si dejal, želim nastopiti za slovensko reprezentanco, potem izpolniš ta cilj, kaj te pravzaprav potem še žene, motivira naprej? Definitivno je treba v tistem trenutku takoj nov cilj najti. Takoj. To sem prepričan. Saj imamo, moj primer je majhen, ne, dajmo pogledati, ne vem, 6 lig prvakov, Luka Modrić, ne vem, Carvajal, ki so osvojili vse živo. Ja, kaj njih žene? Žene jih to, da ta zmagovalna miselnost. Oni želijo to, zmagovati, biti uspešni, dokazati se še enkrat več, bom rekel, ne vem, če lahko rečem tem nogometnim kritikom. Želimo se dokazovati in če si takrat ustaviš in rečeš, ok, jaz sem vse naredil, jaz sem prepričan, da v tistem trenutku začenja pot navzdol. Krivulja gre navzdol. Ampak s temi uspehi seveda pride tudi različna pričakovanja, s tem pa je seveda povezan tudi pritisk javnosti. Kako si se recimo, Matej, ti recimo soočil s tem oziroma občutil ta pričakovanja javnosti, navijačev, ko si recimo zastopal naše barve na že omenjenem svetovnem prvenstvu? Ja, tukaj v prvi fazi moram povedati, da ne bo zvenelo samo všečno, ampak jaz težja, ko je bila tekma, jaz sem bil bolj pomirjen. Lažje mi je bilo. V bistvu sem užival v tem pričakovanju javnosti, da so nas nekako malo podcenjevali nasprotniki in to težje, ko je bila tekma. Jaz sem v tem užival oziroma rastel. Zmeri bolj sem bil samozavesten in tako tudi tekme pol odpeljal. Je pa vsak pri sebi mora vedeti, koliko je sposoben, ali je dobro, da bereš medije, ne vem, da dam prav konkreten primer. Ali boljše, da jih niti ne odpreš in jih pustiš pri strani. To skozi leta ugotoviš. Jaz sem dosti pozno ugotovil, da me ne zmoti nič. Jaz lahko berem, mogoče tudi, če je kritika, ne, ok, jaz sem to kritiko imel kot neko energijo, ki sem jo položil na igrišču. Se pravi, dokazati, bodi si trenerju, ki me mogoče ni videl v tistem trenutku, bodi si selektorju, ki me ni videl mogoče v tistem trenutku, bodi si ostalim kritikom, novinarjem, kakorkoli lahko to obrnemo, da dokažem, da so v zmoti. In moje mišljenje je, da edino na tak način ti dosežeš svoj vrhunec. Pa je možno tako soočenje s pritiski se tega naučiti, ali je to stvar osebnosti, nekega dojemanja sveta okoli sebe? Jaz mislim, da je to osebnostno. Bi pa mogoče eno stvar spremenil. Jaz, ko sem res bil na najvišjem nivoju, je bila ponujena pomoč psihologa, ki sem ga edini v ekipi zavrnil. Ker sem pač mislil, da meni ne potrebuje, da mi ne more to. Jaz bi danes to mogoče spremenil. Ker sigurno bi tam dobil mogoče kaj dobrega. In danes, v današnjih časih, jaz sem prepričan, da v naslednjih 5, mogoče 10 letih, bo to nujno zlo za te fante. Zakaj? Ker fantje se dajejo danes sami pod pritisk. Danes ima fant telefon, ideal, on ne gleda povprečne, on gleda ideal. Njemu je na telefonu ideal. In on je že pod pritiskom, ker si je dal neke cilje, ki so skoraj, ja, so mogoče, ampak zelo malo jih lahko to doseže. Na drugi strani dobimo pa še push staršev. Ja, to moraš tako. In on je 2-krat pod pritiskom. In ko ne doseže tega, je zlom. Zlom v kakšnem smislu? Zlom je v tem smislu, da on enostavno ne more
ne funkcionira in obupa, pusti. In tukaj moramo mi narediti velik korak naprej. No, mi verjamemo, da ne bo to samo nujno zlo, ampak nekaj, kar bodo ti fantje, pa tudi seveda punce z veseljem sprejeli in da to pravzaprav ni tabu. Ne, definitivno ne. Ivica, kako je bilo v tvojih časih recimo soočen s pritiski, pa na koncu tudi s pomočjo nekih takih strokovnjakov, kot so psihologi? Tako prvo bi poudaril, da absolutno vrhunski športnik se mora znati nositi s pritiskom. Če ne, pač pritisk je del njegovega odraščanja in njegove karijere in to moraš se znati. Noben vrhunski športnik ne more reči, ni odporen na pritisk, ker pred vsakim udarcem odločilnim ali pred vsakim skokom, kakorkoli že govorimo o različnih športih, je pritisk prisoten. Ne. Se pa tukaj strinjam z Matejom. Ne. Jaz, ko sem imel to hudo operacijo noge, gležnja, pri 23, ne, je bila tudi meni ponujena ta psihološka pomoč, pa da bi se poskušal vrniti. Ne. Ampak žal sem zrastel v podobnem okolju kot Matej, ker je bilo to tako nekako, kaj boš s psihologi, kdo bo, ti glej sebe, ti si sposoben, ampak ne gre. Ne. Jaz osebno lahko rečem, da morda bi bilo, ne bi rekel, da bi se vrnil, ampak sigurno pač drugačen bi bil ta način povratka. Ne, sem 8 mesecev rehabilitacije, pa tako premlevaš vsak dan sam s sabo, s svojimi bližnjimi. In danes bi naredil isto kot Matej. Jaz bi danes sprejel to pomoč, ker so ljudje, so strokovnjaki, imajo veliko izkušenj na tem področju in sigurno bi me morda drugače usmeril. Ja. Pa kako si se potem recimo soočal s to situacijo? Verjetno to gre za najtežji trenutek v karieri, ko moraš nepričakovano v trenutku pravzaprav sprejeti odločitev, da je karijere konec. Se pravim, kot meni je rehabilitacija trajala 8 mesecev in pač pogovarjaš se, ampak pogovarjaš se z bližnjimi, z očetom, materjo, z ženo, z pač prijatelji in tako dalje, ampak to so ljudje, ki so neuki tega, ne, pač nekako ti dajo neke nasvete, pa to, ampak jaz potem nekako od noga mi je prišla k sebi, ampak jaz mentalno nisem bil, pač imel sem ploščice, pa so mi tiste ploščice pobrali ven, pa tako in nekako morda bi, meni so zdravniki zagotavljali vse v redu, pač, ampak jaz nisem čutil, da je vse v redu, ne. In verjetno z ljudmi, ki so temu pač namenjeni, ki so to študirali, ki so izkušeni na tem področju, sigurno bi mi to bil dodana. Danes bi sigurno sprejel to pomoč. Matej, seveda govorimo o uspehi, neuspehi, težki trenutek. Kdaj je bilo tebi recimo najtežje? Ja, najtežje je v bistvu dva momenta. Enkrat moment tujina, odhod v tujino, ki ga vsi, ko me čakam, da grem, pa se pa soočiš s tisto prvo nočjo, ko ti ne odtehta, ne podpisana pogodba, ne, tisto je težek moment. In v tem momentu mi nič ne, spet se mi zdi, da premalo govorimo. Mene je dosti fantov, ki je odšlo v tujino, poklicalo, pa je reklo, ne, jaz spremem zdaj. Prvi dan, drugi dan, vemo kako je. Prvi, drugi dan, pol gre, ti si trenutno nekje vržen v neko sredino in ne poznaš nobenega in seveda je težko. In to je moment, o katerem je treba fanta pripraviti, preden gre ven. Ko vsi samo sanjajo, kako bojo šli ven. In na drugi strani pa ja, seveda poškodba in zaključek karijere že sicer v zrelih nogometnih letih, star sem bil 34 let, poškodba, ampak dejansko tudi tukaj poškodba pa nobenega feedbacka. Jaz sem se poškodoval in mene so pustili tam poškodovanega, jaz moram tukaj izpostaviti, jaz sem bil takrat v Kopru, noben ni prekinjal pogodbe, nič, oziroma so mi še nasprotno, so mi še ponudili, da sem lahko delal v klubu, ampak govorimo nogometno, nisem mogel nadaljevati. Potem sem se kar sam en dan odločil, ker sem bil jezen, sem rekel, jaz bom treniral. Bomo videli zdaj, kaj se bo zgodilo, ne? Ja, potem so pa vsi skočili. Ja, ne smeš trenirati. V redu, dajmo se začeti, dajmo usmerjati. Spravi te fante, ki se poškodujejo, ne? Ivica je bil prepuščen pač, to je rehabilitacija in to boš, je tako, je šlo tako naprej. Pri meni je bilo isto, to je poškodba, to se bo pozdravljal, ja, ne, je treba iti, se pravi, začne se ciklus in konča. Kje se konča? A je možnost, prvo mora biti, je možnost, da se vrnemo nazaj na igrišče? Jaz tega odgovora nisem, dolgo čas nisem, jaz mesece nisem dobil tega odgovora. Zakaj? Na koncu ugotoviš zaradi tega, ker v primeru, da če pride do še enega istega, tukaj, to so mi zdravniki povedali, se pravi, ko smo šli naprej, do takega udarca, lahko ostaneš hrom. Super, lahko to poveste takoj na začetku.
Mislim, se jaz, ne da proti komu kažem s prstom, ampak samo beseda, samo pogovor, samo neka komunikacija. Ne pa zato, ker je težko povedati, ta neka pravica ali pa neka realno stanje je težko mogoče v prvem momentu, ampak dajmo ga povedati, če je tako. Ne pa pustiti čakati, ker to je nek psihološki pritisk in takrat je težko, ker jaz sem bil takrat fizično v zelo dobri kondiciji, čutil sem se, da lahko igram, čez noč sem mogel nehati. In to ni enostavno. To ni enostavno. Kako je v tistih trenutkih potem pomembna recimo podpora bližnjih, družine? Ja, vsekakor. Definitivno v prvi vrsti tukaj doma, družina, s katero se pogovarjaš, rečeš, ma tudi iz usti doma je konec. Ne? Ok, meni so stali, jaz sem to srečo, da so mi stali res, mi je žena stala zelo dosto ob strani. Ok, se bo nekaj drugega, se boš delal drugi. Ja, vem, ampak to imam najrajše. In tako da pol tisti moment je težek, skozi katerega moraš iti. In nogometaš, ko končuje kariero, mora že pred koncem začeti razmišljati, kako bo. To sem prepričan in to je ena stvar, ki bi jaz tudi mogoče spremenil. No in to je še ena podobnost med vama dvema, ravno to, da je bil žal razlog za konec kariere poškodba. Ampak kaj recimo, ne vem, Ivica, si se ti naučil iz te izkušnje? Dobro, s to razliko, da Matej še veliko dlje igral kot jaz. Ne? Matej pač na srečo, hvala Bogu, je malo daljšo kariero kot jaz. Jaz sem pri 23 dejansko imel poškodbo, jaz sem pri 25, 26 zaključil. Ne? Dejansko bi rekel pred najboljšimi leti. Tako je. In kaj se naučiš? Pač naučiš se to, da ni konec, tudi ko je poškodba, da moraš razmišljati o karieri po karieri. Jaz sem takrat že študiral ob delu, ekonomijo, tako da sem potem še študij zaključil in tako dalje in sem se na hitro pač obrnil. In pa mislim pa, da šport ti da to neko borbo, da se boriš, da ne obupaš, da greš naprej in da se ne oziraš nazaj. Pač zgodilo se je, če bi rekel, da mi je vseeno, mi ni vseeno, so bili hudi trenutki, ampak moraš se obrniti in začeti znova. No in ravno to obdobje prehoda iz športne kariere v neko poklicno življenje je za številne zelo zahtevno obdobje, v katerem je treba na nek način, to je že omenil Matej, znova osmisliti neko svojo vlogo, položaj v družbi. Kako sta vidva doživljala ta prehod, to spremembo iz, bom rekel, aktivne športne kariere v življenje nekdanjega nogometaša? Prvo je treba, vsi te gledajo kot nogometaša. Moje vodilo je bilo, da to damo na stran, ne, in da se sam probam postaviti da te gledajo kot, ne vem, kot funkcionarja, kot trenerja. Jaz sem ostal v nogometu, Ivica je šel ven iz nogometa, se pravi, to so dve različne stvari, sprejeno on na svojem področju, jaz na svojem. Ampak dejansko sem želel pokazati nekaj novega. Tako je prišla ideja, da smo ustanovili društvo, da smo z otroci začeli se ukvarjati z otroci. Skupaj s prijateljem Simonom sva odprli eno društvo. Ampak predvsem zaradi svojih otrok. Zaradi svojih otrok. In pol rast tega društva pred očmi svojih otrok. To je bilo meni bil izziv to. Tukaj sem prebijal to krizo po karieri. Ja, po koncu kariere. Še zmeraj je to nogomet, pred svojimi otroci prenašaš neko znanje naprej. Ne? In tukaj sem se najdel. Jaz sem užival v temu. Je pa res, da to delaš v bistvu zaradi sebe, zaradi svojih otrok. Ne? Ni pa to, ne moreš pa živeti od tega. Se pravi, ob tem smo pol, seveda moraš najti neke svoje. Jaz sem ostal v nogometu, želel sem si pa funkcije ne na igrišču, ampak iz pisarne, zato ker sem hotel videti, kako je videti ekipa iz pisarne, dobiti tudi ta zorni kot, ne, da bi pol lahko zložil to celoto. In to me je zanimalo, tako da sem prvo postal tehnični vodja, pa potem športni direktor, pa tehnični direktor, pa sem se tako pol izobraževal, kako zgleda nogomet iz pisarne. Tako da zdaj imam cel krog, sem pa pol ugotovil, da je teren še zmeraj tisti, ki mi najbolj odgovarja. Prav gotovo. Ivica, kako si se recimo ti prilagodil novemu načinu življenja? Si tudi že v času aktivne kariere razmišljal, kaj bom, ko bom enkrat končal? Ja, sem, tako kot sem rekel, ob delu sem študiral, tako da sem nekaj razmišljal
Je pa morda tako kot anekdoto zapovedati, da je neka stigma med športniki, da nogometaši nismo bili nikoli za šolo preveč pridni. Ne. To je neka stigma, tako lahko tudi Matej potrdi. Je, sigurno in prav je, da to probamo spremeniti. Ja, in meni bil vedno izziv, ne, po koncu karijere, ne, jaz nisem več nogometaš, ne, jaz sem želel zgraditi kot oseba neko integriteto, ne, nekaj graditi na nekih vrednotah, ki me bojo kot osebo zgradila, ne, ne vem, da delaš na odnosih, da si v komunikaciji drugačen, ne, ka vedno, zopet govorimo o stigmi, ne, ja, določeni športniki so naduti, pa taki in dalje, ne, seko ni res, dajmo to stigmo spremeniti, ne, saj znamo se tudi mi pogovarjati, znamo graditi na nekih stvareh in sem prepričan, da bivši športniki imamo določene kvalitete, ki ti tudi v poklicni karieri ogromno pomagajo. In tebi so? Jaz bi rekel, da ja. Matej, govorili smo o tej stigmi. Je ta stigma še vedno med zdajšnjo generacijo nogometašev prisotna? Je prisotna in jaz mislim, da je treba tudi te fantje, ki pridejo, ki se jih tako označuje s tem, morajo odreagirati. Morajo odreagirati, če imajo seveda... Na kakšen način? Ja, odreagirati s tem, da se postavijo, da rečejo, da ni tako, ne. Se pravi, ampak s tem seveda, zdaj, če ti nisi končal niti osnovne šole, ja, ne boš nič postavljati mogo, ne. Dejstvo je, da moramo od spodaj, se pravi pri najnižjih, dajmo reči tam pri teh fantih, ki jih vzgajamo v 7, v 8, v 9, začeti o tem ozaveščati. Šola in nogomet ali pa šolanje in nogomet gresta z roko v roko. Vse več je ta stigma velja, da niso pridni v šoli, a imamo selektorje, imamo, ne vem, Ivica, lep dokaz, imamo ljudi, ki so končali študije na zelo visoki ravni in zelo malo krat je to omenjeno. Šola in nogomet grejo z roko v roki. Kako misliš, da bi lahko spremenili to podobo, to miselnost? Tako kot sem rekel, pri najmlajših. Pri najmlajših. Mi moramo začeti od spodaj. Se pravi, že ko začnejo v šoli, se pravi, vse včasih je bilo, ne vem, nekateri trenerji so bili, verjetno si imel tudi ti kakšnega, nisi dober v šoli, ne boš prišel na trening. Mogoče ne na tako rigorozen način, ampak zahtevati neko, mogoče, jaz zdaj pravim, jaz ne vem, nisem toliko v tem šolskem sistemu, zahtevati neko poprečno znanje, ampak ne zaradi tega, da ti njega pritiskaš in daš pod pritisk, ampak zaradi tega, ker veš, da mu bo to prišlo prav, mogoče, ko bo star 17-18 let, ko bo srednjo šolo končal in bo videl, da nogomet mogoče ni glih pri vrhu tam, da bo kandidiral za biti profesionalec in bo lahko šel naprej. Če pa tega ne bom, pa bo ta stigma se še naprej držala. Se pravi, vzgajati moramo od spodaj. Če strinjaš, Ivica? Ja, absolutno. Jaz imam ogromno primerov, pa jih tudi Matej pozna iz našega lokalnega okolja, ko so fantje recimo s 14, 15, 16 leti odhajali v Italijo ali pa v kakšne druge klube. Žal, večina danes ni končala ne šole in so se vrnili v Slovenijo. Ker težko je, tako kot imate pri 14, 15 letih in tujino, ti si navajen na starše, vrneš se, tam igraš eno slabo tekmo, vrneš se med 4 zidove, sam si. Tako da ta pričakovanja je treba graditi od malih nog, to se strinjam, predvsem tudi starši, ker starši smo velikokrat odgovorni za dvig teh pričakovanj. Pač otrok je lahko reprezentant pa 14, 15, danes so že menedžeri, ko začnejo z ciframi, z obljubami, z pričakovanji in potem, če ta pričakovanja že starši ne znajo predelati in jih prenesejo na svoje otroke, je to lahko pogubno. Jaz sem prepričan, da imamo težavo s tem, ko vidimo vsi Dončića, vidimo Oblaka, vidimo fante, ki so šli res mladi v tujino, ampak tak je 1 na milijon. In jaz vedno zagovarjam stališče, otrok v Sloveniji, ki trenira, mora končati srednjo šolo v Sloveniji. Ker če si velik talent, boš tudi pri 18 velik talent. In takrat, ker imamo zelo dobre nogometne šole, Benjamin Šeško je dokaz, ki je prej omenil Matej, imamo v Domžalah super šolo, imamo ostale lokalne klube, delajo dobro in ne končajo fantje srednjo šolo in po srednji šoli je še vedno čas za iti v tujino. In na zadnje šole lahko tudi tisti plan B ali C, če se načrt A ne uresniči, a ne? Vsekakor, jaz se tukaj popolnoma strinjam z Ivico. Treba ozaveščati o tem. Treba ozaveščati. Sej danes tudi omogoča se tudi, če si v tujini, če že greš prej, se omogoča tudi to šolanje. Ampak treba se temu podrediti, ne pa zamahati zaradi tega.
bral sem enkrat eno izjavo enega psihologa, ki je, zakaj prihaja do tega, da opustijo šolo? Zaradi plačil. Se pravi, oni začnejo služiti denar. In takrat mislijo, da so dosegli to. Se pravi, zdaj jaz, pogodba je odpisana 4 leta, ne zavedajo se, da je 4 leta, 3 leta podobijo ta denar. Nekomu je en rok trajen. Ne, ampak tukaj bi spet po moji oceni mogli starši stopiti. Ampak zdaj imamo, da me ne bo kdo slabo razumel, starši, ki reče, samo da bo moj sin igral nogomet, pa bom tudi jaz živel. To je narobe. Starši, ki bo imeli kontrolo nad temi financami. Jaz verjamem, da pri 18-letnemu fantu je to težko doseči, ampak če si ga ti pravilno vzgajal, ga boš še naprej lahko vzgajal na ta način, da bo fant vedel, kako zdaj, se pravi, da ne bo velja zmeri isto, je dobil denar, si je kupil avto. Lahko si kupi avto, ne rabi pa takoj biti v Ferrariju. Pa da me ne bo kdo slabo razumel. Seveda si ga zaslužiš. Ampak spet je ideal, gledaš Ronalda, Messija in to, ne. Jaz bi tukaj eno stvar izpostavil, ker zdaj sem se spomnil. Jaz to pažam kot trener. Fantje se več ne veselijo, ko dajo gol. Mi smo se vsak gol veselili na treningu. In jaz sem en dan vprašal na treningu, zakaj se nisi veselil? Trener se tudi Messi se ne veseli. To je bil odgovor. A vemo, kam smo mi zdaj šli? Se pravi. In potem sem se rekel, ok, zdaj pa si najdi, glede na to, da si na YouTubeu, valjda gledaš zadnje gole njegove, seveda se ne veseli, če jih je dal že 800, ne? Je to, ne? Daj poglej pa prve gole. Pa poglej mogoče v mlajših selekcijah, ko je bil, kaj dal gole. Mlajši, tudi to se da dobiti. Če boste poskolali, ste cel dan, mislim, dosti ste na telefoni. In so prišli do spoznanja, on se je pa veselil takrat. Ja, seveda, dajmo se veseliti trenutkov, golov. To moramo tudi ozaveščati. Veselite se, dajmo mi trenerji moramo to začeti. Veselite se, daj tisto minuto, ko dajo gol, daj veseli se. Ne, zato se nogomet igra, to je igra, še zmeraj je tako. Ja, veselimo se malih in velikih zmag. No, tudi tale podcast je eden od načinov zaveščanja glede tega, kar smo zdaj govorili, pa morda na tej točki še zadnje vprašanje za oba, glede na vse vajina znanja, izkušnje. Kaj bi svetovala mladim nogometašem glede soočanja, upravljanja s temi pritiski, z pričakovanji, ki so, kot smo dejali, sestavni del neke profesionalne športne kariere? Matej? Obupati oziroma imeti neke ideale, zelo mlad, jaz tukaj nisem zagovornik tega, ne. Dajte se igrati, dajte uživati, dajte se veseliti teh trenutkov, ne. Tako kot je rekel Ivica prej, se mi zdi zelo smotrno. Če si dober, ne, se boš dober tudi pol, ne. Odraščaj s svojimi vrstniki, dostikrat se je zgodilo tudi, odraščal, pri 14 greš, ti fanti dobijo drugo družbo, ti se vrneš nazaj, ti fanti imajo drugo družbo. Odraščaj s svojimi, bodite v tega, ne biti samo svoj zaradi tega, ker igraš na nekem nivoju ali pa dajmo reči kvazi nivoju. Ne? Ker tudi danes, če greš v en velik klub, to še ni garancija, da boš naredil kariero. Ne? Jaz osebno sem zmeraj iskal klube, kjer sem lahko pričakoval, da bom igral. Zato, da sem zmeraj se lahko dokazoval. Pa sem imel tudi možnost iti nekaj drugam, pa sem vedel tam bom bil številka. In jaz bi dal ta nasvet, no, res, dajte uživati, igrati, ne si postavljati preveč pritisk in starši, predvsem to, starši ne pritiskati na otroke, ker oni v tem trenutku niso še dovolj zreli za to, da bojo sprejemali tako velik pritisk na sebe, ker bo pol prišlo do kontraefekta in se bojo prej odločili, da nehajo. Ivica, kaj bi dodal k tem Matejevim besedam? Ja, ta zaključek se mi zdi zelo dober, no, ker ni samo otrok, ne, oziroma najstnik, tukaj so starši, tukaj je šolski sistem, tukaj so trenerji in nekako se mi zdi, da nekako v družbi vsi želimo odličnjake. Vsi bi radi bili odlični, vsi bi radi bili najboljši in tako dalje. Ne? Ampak šport, če gledamo zdaj športna vidika, je igra. In ti se skozi šport gradiš odnose, učiš se neke komunikacije in jaz predvsem tako mu rekel, ne, tukaj smo starši, tudi so odgovorni, da znamo ta pritisk, ki ga morda ustvarja trener ali pa šolski sistem, nekako ublažimo, da bodo ti otroci rasli v zdravem okolju in da bodo šport sprejeli kot gradnjo osebnosti, ne kot gradnjo nogometaša. In s tem je tudi tale naša igra prišla do konca. Hvala obema za tale res zanimiv in iskriv pogovor. Gostili smo torej Ivico Vuliča in Mateja Mavriča Rožiča, nekdanja slovenska reprezentanta, s katerima smo se pogovarjali o njuni nogometni poti, soočenju z uspehi in pritiski ter življenju po koncu kariere. Pobuda
Z vami smo, osvetljuje pomen duševnega zdravja v športu, s pomočjo nogometa kot univerzalnega jezika pa spodbuja tudi kulturo empatije, podpore in razumevanja. S tem želimo opolnomočiti posameznike pri skrbi za svoje duševno zdravje in dobro počutje drugih, brez strahu ali stigme. Zato vas spodbujamo, da sami sebi, pa tudi svojim bližnjim večkrat zastavite to preprosto vprašanje, kako si, in nanj iskreno odgovorite. Nasvete, kako poskrbeti zase in za svoje bližnje, pa najdete tudi na spletni strani Triglav zdravje. Vse zato, da bo na koncu vse v redu.